Vsega je bila kriva tale izdaja, ki je šla točno 2 leti, preden smo izdali prvo lestvico najbogatejših Slovencev. In sicer je bila to tudi prva izdaja, ko je menedžer prišel pod okrilje Financ. In takrat smo naredili tako neambiciozno sprva anketo, kdo je najbogatejši Slovenci in kaj ljudje, ki jih imajo za najbogatejše, mislijo o tem, kdo je in kakšno je njihovo premoženje. In stvar je postala kar zanimiva. O tem smo se pogovarjali in naš kolega, tedanji kolega, analitik Andraž Grahek, je ob tem pripomnil, pa kako da se nihče ne spomne, koliko bogat je pa Mirko Tuš. Vsi govorijo, kako bogat je Janković, nihče pa ne omenja Mirka Tuša. In sem rekla, ti to lahko mogoče oceniš, koliko je vreden Engro Tuš. In je rekel, lahko. Ne? In potem smo dali na naslovnico napisali, Mirko Tuš je 14-krat bogatejši od Jankovića in to je zbudilo kar veliko pozornost. In takrat smo začeli razmišljati, sem vprašala Andraža, bi ti lahko naredil to tako lestvico, je to mogoče narediti? Je rekel, je mogoče in potem je on naredil to metodologijo, sicer je trajalo, preden smo to zares naredili. Naslednje leto smo se lotili, prvič je pač težko, tudi potrebovali smo nekoga, ki bi vodil projekt in to je bila Bojana Humar. To je bilo kar takrat zahtevno in kar dolgotrajno delo za prvič. Mislim, da največje presenečenje je bilo za nas in tudi za tiste, ki so to prebrali, da je bilo na lestvici veliko v javnosti čisto neznanih ljudi, ki so bili enostavno dobri podjetniki, nekateri so bliže znani, kot naprimer Akrapovič, recimo, nekaterih pa so ljudje prvič slišali. Ne? In takrat se je pokazalo, da pravzaprav lahko narediš eno veliko premoženje s tem, da narediš dobro podjetje. Projekt Najbogatejši Slovenci je za Finance eden najlepših projektov. Prvič zato, ker je to izjemno zahteven in zanimiv projekt. Da ugotoviš, kdo ima največ premoženja, je kar strokovno zahtevna naloga. In veliko analitikov se s tem ukvarja. Gremo naprej. To je najlepši projekt zato, ker ugotoviš, kdo v tej državi daje ljudem službe. Veliko služb je prav v podjetjih teh ljudi. Kdo plačuje največ davkov? Ti ljudje plačujejo zelo veliko davkov. Moramo vedeti, da so to ljudje, ki so praviloma zelo podjetni. In s tem projektom želimo tem ljudem dati priznanje za vse to, kar so naredili in kar dobrega naredijo za druge. Lestvica najbogatejših Slovencev predstavlja oziroma naj bi predstavljala približno tržno vrednost premoženja ljudi, ki so na lestvici. Izračunamo nekako tako, da upoštevamo 2 dejavnika. Eno izračunamo, koliko so uspešni in to velja za vse podjetja enako, se pravi glede na dobiček, prihodke in dobiček iz poslovanja, pa tudi kapital. Drugi način izračuna je pa tak, da jih skušamo primerjati z podjetji v panogi na borzi. Se pravi, da po kazalnikih uspešnosti podjetja primerjamo s panogami na borzi in na ta način potem dobimo drugi izračun. Ta 2 izračuna nekako med sabo kombiniramo in damo neko skupno vrednost, ki jo za netržna podjetja tudi diskontiramo iz previdnosti, ker pač predvidevamo, da ta podjetja, ker so zasebna, so vredna manj, kot pa če bi kotirala na borzi. Veliko pozornosti recimo je zbudil pred nekaj leti najbogatejši kmet, smo mu rekli. Sicer je bil to direktor nekega nekoč družbenega kmetijskega podjetja, ki se je, mislim, da čisto po takih običajnih poteh z notranjim odkupom privatiziralo in kasneje je on koncentriral lastništvo. Dejansko pa je pač kmet, ne? Ker se to podjetje ukvarja s kmetijstvom in on je tudi čisto rad povedal, kako se je to zgodilo. Potem recimo lansko leto se je prvič uvrstil na lestvico lastnik ajdovskega podjetja Inkom, ki ga verjetno tudi malo kdo pozna, Andrej Slokar, ki dela sladolede in izvaža 90% vseh sladoledov, medtem ko recimo, ne vem, smo včasih govorili, da ljubljanske mlekarne ne morejo izvažati sladoleda, ker je to zelo težko. Ne?